CO2 kuponov bi šoštanjsko termoelektrarno pahnile v izjemne izgube, neuradno celo v višini 2 milijard evrov. Tudi zato v holdingu slovenskih elektrarn razmišljajo o izločitvi premogovnika in Teša iz skupine in oblikovanje tako imenovane slabe energetike. Trenutno je deponija premoga v Velenju polna, a cene CO2 kuponov lahko celo presežejo strošek energenta. Slovenija pa se je ob tem zavezala k pravičnemu prehodu. Prispevek Metke Pirc. Letos in prihodnje leto generalni direktor Teša Branko Debeljak pričakuje še vzdržno poslovanje. Če naredimo primerjavo med stroškom za energent in za CO2 kupone, zdaj počasi prehajamo na razmerje 1:1. Ali pa celo, da bojo stroški CO2 kupone višji, kot pa recimo moramo plačevati za energente. Prve informacije o izločitvi Teša in premogovnika iz holdinga slovenskih elektrarn bi lahko bile znane do poletja. Ni nujno, da to pomeni zaprtje. Zdaj recimo, če se Teš premogovnik izdvoji iz, skupine HSE, bo pač recimo, omenja se kot neka slaba energetika, ampak v okviru te slabe energetike lahko Teš in premogovnik delujeta naprej. Seveda je vprašanje, za kakšno kapaciteto. Treba bo nadomestiti tretjino slovenske elektrike, trenutno pa je deponija premoga polna. Trenutno je cirka 460 tisoč ton velenjskega premoga, plus cirka nekaj čez 100 tisoč ton še vedno vožnega premoga, ki ga dejansko ta trenutek poskušamo prihraniti za obdobja, ko nastopi, dobava malo slabše kvalitete iz jame. Kadarkoli lahko ustavimo proizvodnjo in pričnemo z zapiranjem. Zato, da pričnemo z zapiranjem, ni potrebno 5 let prej vedeti, da bomo začeli. Vendar to pomeni ogromen pretres v Šaleški dolini. To pomeni, da odstopa Slovenija od tega, kar se je zavezala, da bo izvedla pravičen prehod opustitve premoga. Je dejal generalni direktor velenjskega premogovnika Marko Mavec. Še posebej zaskrbljeni so v lokalnem okolju, saj ostajajo brez 2 ključnih zakonov za prestrukturiranje. Potem, ko je bilo konec lanskega leta izredno veliko povpraševanje po priklopu malih sončnih elektrarn,